v tej preobilici informacije je včasih mogoče ono najbolj preprosto res težko najti. Ja. Jaz se spomnim, ko smo bili mulci, pač še obdobje pred internetom, ko sem jaz živel kot mulca, je bilo res zanimivo. Ja. Nekaj ti je ratelj zanimiv, in to je bilo zdaj tako, jaz se spomnim, ko smo, pri 19 letih recimo začeli malo kvihtati. In veš, mulci je res tist napaljeni, mi bi zdaj radi kvihtali, ampak koliko veš, da obstaja nek gym, in ti se nekaj upišeš in tam ti recimo nekaj povejo, kaj bi ti delal, na kar zveš, da ima na Viču en revijo o bodybuildingu. Ti ne poznaš dobro tega tipa, ampak veš, da jo ima. In ti zdaj porabiš en teden, da najdeš frenda, na Viču ima en model frenda, in da vi bi zdaj nekako skupaj, ker ti bi si to revijo sposodil. Ok, priješ do njega, on ti posod revijo. To zdaj ne pomeni, da ti dobiš cel info o neki fitness sceni, o treningih naenkrat. Ne, ti dobiš tam eno revijo, se veš, Flex recimo, in tam imaš Lee Haneyjev program za prsa. Nik nimaš pojma, kdo je Lee Haney, recimo 7-kratni Mr. Olympia, kar pomeni toliko hud, da je res smešno, da bi začetnik treniral tako, kot trenira Lee Haney. Sam to ne veš, Tega ne veš, Imaš 3 nasvete o prehrani, ki so, primerni za fazo ekstremne definicije, ki jo te builderji iščejo na tekmovanjih, in to res ni primerno za vsakodneven life. Sam ti tega ne veš, ker ti noben ni povedal. In pa eno revijo imaš. Eno, ne 3, eno imaš. Pol čez pol leta gre pa en kolega v Nemčijo, in medtem, ko gre ta kolega v Nemčijo, se en spomne, da če bo šel pa na letališče, pa tam siguran lahko to revijo kup. Daj mi kup 3 revije, samo različne ne bodo. No, in tako recimo je trajalo, recimo, eno obdobje, kaj sem, par let, ko sem nabiral neke informacije, ki bi jih danes tretiral kot čisti basic, kot osnovne. In ful ogromen teh informacij je bilo seveda napačnih. Absolutely. Za moj beginnerja takrat. Ampak so bile edine, ki sem jih sploh lahko dobil. Pa sem pa lahko za izkušnjo vprašal še vse une starejše, ki so to že počeli nekaj časa. Mi je pa itak tudi vsak skozi svoje oči podal neko univerzalno resnico, in pol prideš do teh absurdnih idej nekih dogem. To je tako. Ja, to je tako, razen takrat, ko ni. Razen takrat, ko ni. In mojstrstvo kasneje prepoznati trenutke, kdaj to ni. Se una dogma deluje v 70%, ampak v 30% pa res ne deluje. Zdaj, če si ti, kaj da bi rekel Gaussova krivulja, če si ti iz tazga ali pa drugačnega razloga v unih 15% ali pa v unih 15%, zate to ne funkcionira. Če si slabši od povprečja, to pomeni, da zate ta resnica te bo ubila, ker je nisi sposoben handlati. Nima veze, pa ne bo to trening ali karkoli drugega. Če si pa boljši od te povprečnosti, ti pa ta dogma ne bo dala nič, ker ti ne bo dala nobenega stimulusa, ker si ti toliko bolj, recimo, če je to trening, toliko bolje pripravljen, da ti to pravilo enega piramidualnega treninga pristopa ne bo koristilo zaradi tega, ker si ti čist drugje, ker ti lahko narediš samo 2 serije, kjer greš 2-krat do failerja, in je to. A razumeš, Ni vse primerno za vsakoga. Ampak tega takrat nismo vedeli. Pol pa gledam, moj starejši sin, se zadnje leto 2 navdušuje nad fitnessom. Srednja šola. 8. razred, 9. razred, zaključni razred, ampak zdaj je bil 14 let star polet, in je lahko samostojno se vpisal v en ljubljanski fitness. S tem, da njega je to zanimalo že prej, on ve, da jaz vse živo delam, skozi treniram, drugo, tretje, in pač recimo, kvihti so mu rateli zanimivi. On je prek interneta, v 2-3 mesecih vedel toliko faktov, ampak uporabnih faktov o treniranju, za katere sem jaz verjetno porabil 10 let, da sem do njih prišel. 10 let slepih ulic, pa raziskovanja na samem sebi, na failerjih, na totalnih failerjih. Se pravi, kako veš, da en program zate ne deluje? Tako, da ga furaš pol leta, pa se res dobro pretreniraš.
pa nazaduješ, ugotoviš, da to ne deluje. Stvar še uničiš, ne? Jaz, hvala Bogu, sem imel ves čas ta krompir, da nisem nobene poškodbe pri delu z ničemer. Okay. Na zmeri me je nekaj prej ustavil. Tako krompir. Moja pozicija v lifeu je krompir. Ok, bomo kle štartala. Zdaj, s krompirjem itak sva zakurbala mašine. Še prej smo tole pržgali. Robert, kaj smo ugotovila? Hen ali hen ali hon? Lej, ti bom povedal tako, kot prej. Nimam pojma. Nimaš pojma. Skratka, ta priimek imam jaz po nekem pradetku, to vem, ki se je imenoval tako, kot jaz, ki je bil bil je nek avstro-ogrski vojak. Predvidevam, da je bil Avstrijec ali pa Nemec, si predstavljam. Ne? Mislim, da je bil otrok neke Čehinje in ne vem koga še. Nek moj sorodnik je pred leti delal ta Family 3 in je prelezel tam nekam proti Norveški, ne? Ampak res nisem toliko not v temu, ne vem, odkje je to prišlo iskreno. Ne? Lej, v osnovni šoli sem bil ful raj hen, ker jaz sem bil še iz tistih cajtov, ki jih danes vidijo kot časi za železno zaveso. Ja, in takrat smo se v osnovni šoli igrali Partizane pa Nemce. Ne? Res ne bi bil Nemc. Ne, se pravi, to je bed, ne, veš, to je že a priori minus, ki si ga nočeš nalepati. Ne? In kaj pol narediš? Ja, hen si, ne? Zelo preprosto. Zelo preprosto. Pol to, veš, v različnih okoliščinah je ratel nekaj, pa nekaj drugega, ne? Tako da danes sem dokaj nenalepla na to, kako bi se mogel slišati, ne? Glede na laub je verjeten obstaja zelo pravilen način izgovora tega priimka, ampak sem zelo neobremenjen z njim. Ne? Tekom te debate te bom kar Robert klical. Tako da, Robert, povej mi, ti si v jogi že celo svojo večnost, da tako rečemo, ne? Ampak verjeten nisi prišel na ta svet pa takoj v šavasano, ne? Ampak je neki cajt trajal, da si se soočil s to zadevo, da ti je nekaj na tej zadevi pritegnil pa to in da si se v bistvu tej zadevi v polnosti predal, da tako rečem. No. Da bi mal popel nas klele čez to svojo joga zgodbo in kam te je pripeljala. No. Jaz v jogi zelo rad danes rečem, da nimam pojma. Tako se tvoj vsak Facebook post tudi zaključne. Sam jaz v bistvu res nimam pojma. Ne? Jaz nimam pojma, ne v tem lifeu, ne v jogi. Je pač to ena disciplina, ki jo gojim mogoče 30 let, nekaj tazga, ali pa kakšen let manj. Ja, kakšen let manj. Morda pa tudi ne. Jaz, ki sem bil v osnovni šoli, nisem bil nek gibalec. Bil sem pa bralec. Recimo, da sem od 1. razreda naprej, potem nekje do 8. klasa, 7. klasa, ki so pač prišle punce v moj hormonski svet in začela mešati tega tipa, po svoje, z vsemi čari, ki jih premore in z vsemi čari, ki jih ne premorejo. Jaz sem bil takrat bralec. Kar pomeni, da sem se recimo vsako poletje, ko smo šli na morje, mi nismo imeli avta, živel sem sam z mamo pa z babico, kar pomeni odhod na morje je cel kup enih potovalk. No in jaz sem imel z mamo prej vedno pač konflikt, ki je trajal kakšen teden, koliko knjig zdaj sabo vzamem. Ker če smo šli za 14 dni, sem si jaz želel minimalno 10 knjig sabo vzeti. Wow. Kar pomeni, to je pa taka teža in pa je bilo treba iskati kompromise. Skratka, bil sem bralc in bral sem dokaj neselektivno. Bral sem od romanov, od Karla Maja, Žila Verna, bral sem, ne vem, ful prezgodaj neke filozofske knjige, bral sem tradicionalne kitajske romane, bral sem, kar mi je prišlo pod roke. Bral sem kič, doktor romane, karkoli, pač. Moj se je počutil recimo v knjigah, to sem pol kasneje dojel, ekstremno svobodenga. Imel sem to kapaciteto, da ko vstopam v knjigo, vstopam v nov svet. In ker sem bil relativno hiter bralec, sem imel na voljo ful velik svetov v relativno kratkem času. In to mi je dajal en tak res kvaliteten občutek svobode. In že takrat, že v osnovni šoli, so prišle neke knjige, ki so meni sprožile
to sem pol nazaj premišljal, neke vrste eksistencialno vprašanje. Ne? Se pravi, kdo za vraga sem jaz? Ne? Kva je zdaj ta tip, ki tole bere? Ne? In mogoče... A to je bilo že je bilo to že v osnovni šoli? V osnovni šoli. V osnovni šoli je bilo tudi zanimivo. Ne? Jaz sem bil pri tabornikih in pri tabornikih sta bila dva dvojčka, Uroš in Aleš, ne? Mislim, da ste kakšno leto, 2 starejši od mene. Eden od njiju je recimo zdaj v temu bhakti gibanju Hare Krišne, ne? In je to iskanje resničnosti pač čisto drugo smer ga zanesel, kot je mene, ampak se kljub temu na nek način slišva. Ne? In jaz se spomnim, mi smo imeli na taborjenih, sem imel s tem Urošem lahko debate, ki so mi pustile ful močen pečat, ne vem, v naravi univerzuma. Ne? In kaj je zdaj ta jaz napram univerzumu in kakšen je ta relationship. Yeah. Tako da je to zelo zgodaj stopil vame, ampak črka joga, pa takrat beseda joga še ni prišla vame. Tudi v tem, kar sem bral, je po moje nisem skonzumiral, če sem jo pa že, je nekako stekla mi mene, nisem me prijela. So mi bile pa takoj zanimive vse te knjige, ki so na nek način podale kakršne koli tehnike regulacije jaza. Jaz se recimo spomnim, ko sem bil v vojski, jaz sem bil še v JNA, se spomnim, ko sem na straži, une 2 ure dejansko lahko preživel s knjigo Autosugestije, in pa erotiko na drugi strani. Skratka pač, ja, moški v meni je potreboval stimulus ženskih teles, ki ga vidi in tako naprej in si ob temu predstavlja, kar si pač predstavlja. En drug del mene je pa v bistvu iskal načine, kako tega tipa regulirati, ker se očitno da nekaj narediti, čeprav nisem vedel, kaj bi se dal narediti. Ampak očitno se s tem tipom klenil, da da nekaj početi. Ok. In to je pol tekel, puberteta, pol sem mogoče malo manj bral, še zmeraj sem bralec, nisem na 5 knjigah na teden daleč od tega, sem pa mogoče na 3-4 na mesec. Wow. In pol je ta moja, bom rekel, notranja prezenca, to notranje razmišljanje, ta notranji filozofa, je takrat mogoče za trenutek 2 utihnil, ker sem postal blazno bolj ekstrovertiran. Ful sem bil obrnen v svet navzven, ful mi je bil pomemben ta happening, ki mi ga svet daje. Začel sem hoditi na neka, ne vem, krajša potovanja, Evropa za 1 mesec, na drugo, tretje, tako malo Severna Afrika, malo Bližnja Azija in to. In zmeraj, ko sem šel na potovanje, je obstajala euforija pred potovanjem, obstajala je popolnost potovanja in pol, ko sem recimo prišel nazaj, je bil še 1 teden ful dober feeling, na kar sem padel v klasično ljubljansko sivino, ker sem jo poznal, ker sem bil v Ljubljani. In na začetku je moj bil dokaj prepričan, da je zato mogoče kriva Ljubljana. In sem temu primerno ukrepal na ta način, da sem dokaj hitro začel planirati nek nov trip. Če tudi sam za 14 dni na Sicilijo. Nima veze, sam da je pobeg iz tega okolja. Pa se pa spomnim, enkrat, ko sem prišel nazaj, in to je bil glih obdobje, ko sva pač z neko punco takrat tudi nehavala, in je bilo zaradi tega mogoče v meni cel overwhelming nekih emocij, nekih razmišljanj, ki se drugače niti ne bi zgodila. In sem takrat pa dejansko začutil, da ni point v potovanjih, ampak da je point samo v meni, zaradi tega, jaz sem sam hodil okrog, ne s frendi. S frendi sem šel tudi daj, ampak redko pa ni mi bilo to kul, kakor če sem šel sam. No in ko sem šel sam okrog, sem ugotovil, da že na unmu vlaku, ko se pelem proti Münchnu, nisem več Robert, ki želi ustrezati pričakovanjem okolice in se postavljati v, ne vem, sredino, v kateri tisti trenutek bivam, ampak sem lahko Robert karkoli. Ker ko začneš govoriti z unim tipom na vlaku, nima predsodkov, nima idej, kaj bi ti mogel biti. Se pravi, ti si lahko z njim relativno zelo nag, zelo slečen, zelo odkrit in mu lahko rečeš, ne da se mi pogovarjati s tabo.
In on ti to ne zameri na tak način, kot če boš to rekel, ne vem, nekomu v nekem okolju, kjer je recimo pričakovano, da se bo s tem tipom pač vsaj neke osnovne stvari pogovarjal. In se na nek način v tem znanem okolju samega sebe ves čas pogojuješ, zato da bi pripadal. Ne? No, in takrat, ko sem nazaj prišel, sem v bistvu začutil ta fakt, da ni point v potovanjih, ampak v tem, da tam nekako lahko živim, če rečem svojo resnico, bom mogoče ful preveč visok. Ampak lahko živim sebe skozi občutek, ki tisti trenutek je, ne da bi ga rabil kakorkoli fejkat, da bi se prilagodil. In takrat, zanimivo, stvari se načeloma dogajajo ob svojem času. Veš, ti lahko pozimi vržeš seme, lahko ga vržeš jesen, lahko ga vržeš polet, lahko ga vržeš pomlad. Glede na naravo tega ploda, ki si ga vrgel, bo on rodil samo, če ga vržeš v pravem času, v pravo okolje. Če ga v nepravem času vržeš v pravo okolje, od tega semena ne bo nič. In verjetno je bilo takrat pravo okolje za mene. V pol leta sem imel, v 8 mesecih sem imel v bistvu 3 večje prometne nesreče, kar nekaj poškodb. In takrat sem se jaz v bistvu, bom zdaj rekel v narekovajih, srečal z jogo. Nisem se srečal z jogo, srečal sem se z asanami, ki sem jih na nek način vključil v rehabilitacijo svojega telesa. Takrat ni bilo YouTuba, nisem mogel poskrolati pa napisati joga. Srečal sem tipa na Rožniku, ki je izvajal neke asane, in mi je par teh asan pokazal, in videl sem ga 2-krat v življenju in nikoli več, in jaz sem to pač dudlo doma. In potem sem si recimo kupil eno knjigo, zdaj, ko vem, kaj sem delal, pa kako sem delal, oh my god, ampak nima veze. Moj tistega dne bil dokaj prepričan, da dela jogo. Jaz zdaj jogo delam, pač ena nova identifikacija, ki sem si jo nalepil. In to je trajalo nekaj leta. In medtem, ko je to trajalo, sem jaz to svojo jogo, narekovaj še enkrat, ni bilo od joge. To je bilo pač 12 osnovnih položajev po Šivanandi, po nekem učitelju, ki sem jih, lahko rečem, na dnevni bazi izvajal. Ampak veš, moj mindset je bil med tem, ne vem, ko sem se učil stati na glavi, je bil v tem, kako moram znati stati na glavi, pa pol, ko sem znal stati na glavi, sem jaz vmes lahko premišljal, pismo stari, zdaj pa stojiš na glavi, to je pa še kar fascinantno zavedati, bla, bla, bla. Se pravi, zelo delač od joge, Ampak moj je bil pa pač prepričan, da ti pa zdaj res fura jogo. In takrat, če bi me kdo vprašal, kdo je hud jogi, moj bi takrat dojemal kot hudega jogija nekoga, ki ima, ne vem, pač res hude gimnastične sposobnosti. Takrat nisem dojemal, da tudi te jogiji, ki imajo hude gimnastične sposobnosti, da so mnogo nižje na gimnastičnem levelu, kot najbolj povprečen gimnastičar. Takrat se mi je zdelo, da so oni pač res hudi. Ok, to cut the story short. In v roke mi pride neka knjiga, The Science of Yoga, tajimnija, dokaj filozofska knjiga, ki govori o yoga sutrah. Yoga sutre so pa pač zapisi, za katere lahko danes rečemo, da jih definiramo kot klasična joga. Se pravi, ko govorimo o klasični jogi, da je še to malo povedal. Klasična joga ni nekaj, kar je nastalo v določenem času. Avtor Yoga Sutra Patanjali ni avtor kot avtor teh suter, ampak on v bistvu zapiše neke fakte v disciplini, ki že je. Se pravi, to ni nekaj, kar se je on zmislil. In ta klasična joga je bila seveda posledica nekega razvoja duhovnih smeri vzhoda, in tukaj gremo zelo daleč nazaj, ampak recimo, če se dotaknem samo vedskega obdobja, v vedskem obdobju, se pravi, govorim o nastanku 4 ved, o času njihovega ustnega prenašanja naprej. Vede so se začele zapisovati recimo temu mogoče 1000 let po njihovem nastanku, prej so se prenašale ustno. In te vede so se nekako, kljub temu, da so to 4 deli ved, so se nekako, bi lahko rekli, jih lahko delimo v 4 poglavja, in ta poglavja, kada bi rekel,
če poenostavim pa rečem, če si predstavljava, da so Vede 4 knjige, so to 4 knjige, ki ima vsaka knjiga noter 4 poglavja in ta poglavja imajo iste naslove. Ne? In recimo v prvem delu so to zmeri bile neke himne, neke molitve, neka čaščenja nekih božanstv, takih ali pa drugačnih. Potem so bile tukaj noter neka navodila brahmanom, torej uni najvišji kasti duhovnom, recimo tistim, ki ne bi bili materialno neodvisni od kogarkoli, zaradi tega, da bi lahko res imeli stik z absolutno resničnostjo in o njej tudi govorili. In tako naprej. Ta zadnji del Ved Upanišade, recimo, je pa nekaj, kar je nastajalo mnogo kasneje v času. In tukaj gre v bistvu na nek način za sintezo nekega vedskega znanja, ki je bil na nek način zelo tradicionalen, dogmatičen, in pa asketskih tradicij. Zdaj, vedsko obdobje je zelo jasno definiralo, a boš ti zdaj spoznal resničnost ali pa ne. Če si brahman ali pa kšatrija, boš ti lahko spoznal resničnost. Se pravi, če si recimo temu duhoven, ime, recimo brahman, bi lahko rekli tisti, ki ima brahmana, in brahman je v tem primeru kreator. Oziroma samo božanskost, vse prisotnost, vse prežemajoče. Pri nam bi pa lahko zoperstavili besedo duhovnik, tisti, ki ima duha. Če si predstavljaš. Na nek način podoben. Kšatrije so bili zdaj voskovodje, vladarji, se pravi recimo temu vladajoča kasta, kind of, tudi vojščaki. No, in brahmanom je bila ta spoznaja, pač položena v zibko, tistim najbolj res kvalitetnim in hudim kšatrijam, ki so izpolnjevali vse pogoje, je bila recimo tudi možna ta spoznaja, spet ne vsem. Medtem ko šudre ali pa vajšje, te nižje kaste, pa do te spoznaje sploh niso mogli priti v tem življenju, ampak je bila pač ideja taka, da če boš ti v tem življenju recimo toliko pa toliko zaslužen, boš mogoče v naslednjem življenju se rodil v neki drugi kasti. In takrat je zadeva izgledala tako, da recimo, tako kot imamo mi zdaj praznike, je bila vedska kultura polna nekih ritualov. In te rituali so recimo mogoče pozdravljali nek čas, pozdravljali neko božanstvo, govorili o nekem čaščenju nekega trenutka. No in te rituale so seveda vodili brahmani. In bistvo rituala je bilo na nek način, lahko bi rekla, skoraj pomembnejše od rituala samega pa njegove vsebine. To je bilo res pomembno, da v danem trenutku bo prižgal ogenj, da v danem trenutku bo začel mantro govoriti, da bodo v pravem trenutku, vsi, ki so prišli na to ceremonijo, to za njim ponovili, da bo tukaj predstavljena neka žrtev, neki tej višji vrednosti in entiteti, kakorkoli pač gledaš. Asketske prakse so pa to na nek način zavrnile. In so rekle, vsak lahko spozna resničnost, ne glede na njegov položaj. In da se vrnem zdaj na Upanišade, na ta zaključek Ved, Upanišade so na nek način sinteza vedske in pa asketske tradicije. Kar pomeni, da je vse tisto, kar so asketi, ki so na nek način, bi lahko rekla, celo ortodoksno zavrnili avtoriteto Ved in prišli do nekih spoznanj skozi asketske prakse, kar pomeni, to so običajne bile dokaj rigorozne prakse, pogosto usmerjene v telo. Eno od temeljnih asketskih prepričanj je to, da je življenje samo po sebi nezadovoljivo zaradi želja, ki se porajajo. In zaradi tega je bilo veliko asketskih praks usmerjenih v regulacijo želja. Glih zaradi tega, če mene ne bo vodila želja in bom zmogel čez željo, bom torej dobil neke moči. In ker bom dobil več moči, bom imel močnejše izhodišče, da ko naslednjič pride podobna zadeva, bom jaz lahko s podobno prakso postal še boljši, še bolj čist, še manj odvisen od ega. Kajti v bistvu želje so stvar ega. Ego, ahamkara temu rečemo v jogi, ahamkara princip je tisti, ki je dokaj prepričan, da je. Jaz sem. Mislim, torej sem, čutim, torej sem, dojemam, torej sem, zdaj se pogovarjam, torej sem. Descartes, mislim, torej sem.
eden mojih učiteljev, sicer učitelj aikida, žal ga ni več z nami, ki je imel zelo močno tudi filozofsko komponento in se tudi močno obračal na vzhod, njemu je bila bližje daoistična praksa, zazen in tako naprej, zen budizem. Je recimo enkrat rekel, ljudje smo zasvojeni s svojim razumom in mislimo, da če ne mislimo, da je nekaj narobe. Ampak resničnost obstaja tudi, če mi ne mislimo. Saj veš, spomnim se, ne vem, poljub, ki ti je res vzel noge. Koliko časa je občutek trajal, je dokler ni začel razmišljati o tem. V trenutku, ko si razmišljal, ni bilo več feelinga. Ampak feeling je tvoja resničnost. In ljudje se dejansko pogosto se oropamo okušanja občutka sebe zaradi tega, ker razmišljamo o njemu. Oziroma razmišljamo o tem, kaj bi bilo, če bi bilo. In občutek je zmeri stvar sedanjosti. Se pravi, ti ne moreš doživljati občutka včeraj sem ljubil. Lahko se tega spominjaš. Lahko doživljaš ta trenutek, ampak občutek, moment, tvoj moment zdaj je podoživljanje nekega občutka, ne pa ta isti občutek. In tako za občutek, kot za vse, kar se telesu dogaja, obstaja samo zdaj. Telo ne razume prej pa pol. Če ti zdajle zaradi kakršnega koli razloga zaideš v neko travmo, joj, kako bom jutri preživel, joj, ne morem plačati položnic, nima veze, lahko je to eksistencialno, joj, ljubezen mojega življenja beži stran od mene, ni važen. Se pravi, ti zaideš mentalno v neko projekcijo, kaj bo, če bo. Takrat je tvoj ne v sedanjosti, ampak je v prihodnosti. Je vedno v sedanjosti ali pa v prihodnosti. Res se more potruditi, da je zdaj. Medtem, ko telo je pa vedno zdaj. In ko ti premišljuješ, ne vem, misli, ki te delajo bed, tvoj telo konzumira tvojo misel v zdaj. On zdaj, ta trenutek, sproža hormonski koktejl, ki se odziva na točno to, kar ti misliš. In če ti ta trenutek misliš, da si v bedu, ti dobiš hormonski koktejl, kot da bi v resnici bil v bedu. Čeprav nisi v bedu, ampak tvoj telo doživlja to v zdaj. Kar pomeni, da bo tvoje telo doživljal starost, doživljal bolezni, vse, kar se mu dogaja, zelo pogojeno s tem, kar tvoj misli. Mi sami dejansko, veliko je v novodobni kulturi govora o karmi. Pa prejšnja življenja, pa zdajšnja življenja, pa to si naredil, pa bo prišlo nazaj. Vse to na nek način drži, seveda obstaja vzrok pa posledica. Ampak mi imamo kle najboljši možen dokaz karme tukaj. To je vse to, kar sem do zdaj mislil. To je posledica vseh mojih umovanj. In to je vzrok vseh mojih bodočih umovanj. Ker imam jaz zdaj tako telo imam zaradi verjetij, ki sem jih vzpostavil, zaradi početij, ki sem jih relativno redno počel. Nima veze, so to početja, ki so temu telesu dobro dela ali pa mu škodila. In to je to telo formiralo, izgradilo v točno to, kar je zdaj. Kakor je rekel en moj dober kolega, skoraj tvoj sosed, tudi v Moravčah živi, trener. Če boš vsak dan pojedel krenšnito po kavo, spil si sestavljen iz krenšnite po kavo. V bistvu je zelo dobro povedal. Če boš vsak dan verjel, da si običen BS, ti boš postal BS. Če boš verjel, da mogoče nisem najboljši, ampak imam danes možnost nekaj narediti, da bom manj drek, kot sem bil včeraj. Boš iz časoma postavil manj drek. Vsi smo drek, se veš, na trenutke. Kot da se ne bi preveč lepe delali. Bom kar rekel, razodetja, ker pa spet gre za besedo, si doživel pol na jogijski blazini, ker si se dovolj po svetu, iz te faze rehabilitacije naprej. Kako je to
potekali. Ker verjetno je bil klele nek globlji razlog, zakaj si ti pri jogi ustal. Ja, to razodetje, ne vem, če bi mu temu tako rekel, se je torej zgodilo prej, ko sem omenil, ko sem dobil v roke to knjigo o teh joga sutrah, ki se pa v bistvu ukvarjajo s klasično jogo. Zdaj veva, da je klasična joga nekaj, kar je konzumiralo stvari in iz vedske tradicije in iz asketskih praks, različnih, tako džainizem kot budizem. In ta klasična joga, ki sem jaz prvič bral ta tekst, jaz se zdaj spomnim občutka in zdaj sem se naježil, tako kot sem se prvič, je govorila o stvarih, ki sem si jih jaz v bistvu cel life sprašal. Že prve 3 joga sutre, zdaj se začne joga. Joga je umiritev vrtincev zavestih. V vseh ostalih stanjih se iskalec identificira s temi vrtinci zavesti. Kako dobra definicija. Preprosta, kratka, tukaj gre za 196 kratkih stavkov, ki ti definirajo jogo na nek način. Gre kontra prepričanjem splošne populacije, bom tako rekel, ki jogo vidijo drugačne. A veš, kaj bi po tvojem bil tisti napačen prepričanje, ki ga imajo ljudje o jogi, pa o tisti, ki jogo izvajajo? A veš, ker to, kar si zdaj povedal, čist nekaj drugega. Ja, veš kaj, no vidiš, to je tukaj tudi na nek način vidim eno svojo evolucijo. Takrat, ko je to meni močno začel zoreti, in kar na lepem, me niso več zanimale take delavnice v jogi, kjer sem, dobil neko novo zaporedje položajev ali pa karkoli ampak so me zanimale drugačne izkušnje, neke izkušnje tišine, uno, drugo, tretje, nekih bolj meditativnih stanj, ki so zelo, bom rekel, intimna, osebna. Takrat bi lahko rekel, da je moja joga na nek način iz zunanje prakse začela postajati notranja praksa. In začetek, ta moja transformacija je bila taka, da sem seveda vsem ljudem želel povedati točno to, kar si ti zdaj vprašal, da joga niso asane. In lahko rečem, da sem se mogoče od leta 2007 pa mogoče do 2015 ali pa ne vem dokdaj, mogoče še dalj časa, ukvarjal s tem, da bi ljudem povedal, da asane res niso joga. Aha, kako bi ljudem predstavil? Na vsak način. To je bila to je bil lahko zdaj rečem, problem te moje identifikacije, ker sem v tistem trenutku pomislil, da razumem, kaj joga je. Pa sem pa enkrat razumel, a veš, na Rožnik greš lahko po ful različnih poteh. Rožnik je en hrib. Če slučajno kdo ni z Ljubljane, to ne posluša. Se pravi, na hrib, na Triglav greš lahko po več različnih poteh. Lahko greš čez Prag, lahko greš po Tominškovi, lahko greš čez Plamenice, bla, bla, bla. Več različnih poti. Ampak lej, če ti srečaš človeka na Krederci, se pravi, od Krederce na Triglav vodi načeloma ena pot, če nisi alpinist. Ja, tako je, tako. In te ta vpraša, kje se tukaj pride na Triglav? Je res kretenizem, da mu ti razlagaš v uni poti čez Plamenice, ker pot na Plamenice gre na Triglav, ne da bi bila na Krederci. Se pravi, čist z druge strani. In temu primerno to pomeni, da je to za tega človeka ful bedno in neuporabno navodilo. Uporabno navodilo njemu je, da mu poveš, kako se pride na Triglav iz Krederce. In moderna joga, taka kot je, ni brez veze taka kot je. Moderna joga je posledica razvoja družbe, vsega skup, in ne nazadnje tudi joge. Od klasične joge, se pravi od leta 0 pa naprej, ali pa od leta 200 pa naprej, da imamo zdaj picajzlikle, je joga ves čas evolvirala. Tako kot je na nek način evolvirala tudi prej. In se srečavala z nekimi praksami, ki mogoče niso bile direkt point pa ideja joge, in prihajali do raznih fuzij, do raznih zlitij teh praks. Na moderno jogo so ful vplivali neki tantrizmi in tako naprej, ker so se dosti močneje ukvarjali z telesom kot možnim orodjem spoznanja, medtem ko v klasični jogi je bil pa telo kvečjemu
izvir želja, se pravi, tisto, kar je treba na nek način skoraj odriniti, da bi lahko ti srečo stanje joge, ker to bo vedno sugeriralo želje. Ne verjameš, pa je 3 dni ne jest, lačen si, želja. Ne vem, če nisi glih v celibatu, ker želiš biti, ne seksati, ne vem, odvisen kakšen je tvoj prag tolerance. En teden, en mesec, 1 leto, 6 let, in boš videl, kako ti bo telo signaliziralo želje po temu. Se pravi, telo bo ves čas dajal impulze, s katerimi se bo ta vede ali pa ne vede ukvarjal. Prek tantrizmov je pa šlo za to, da je glih ta kapaciteta telesa da je to en od možnih dejavnikov, ki ti lahko služijo pri tej evoluciji notranja. No, in to se je prepletalo, in to je šlo tudi v moderno jogo. Moderna joga je pa poleg vsega tega, kar sem naštel, močno influirana, močno odtisnjena z učenji Krišnamacharja, nek, recimo temu, novejši učitelj, ki je bil učitelj 3-4 večjih, bom rekel, modernejših joga influencerjev, ki so na nek način sooblikovali našo percepcijo moderne joge. Ampak mogoče, zdaj se mi zdi, da mogoče ta moderna joga ni slaba. Ta moderna joga pač daje ljudem možnost, da če pomisliva na tečaje joge, od 10 ljudi 3 pridejo na jogo zato, ker je trendi. 3 pridejo na jogo zaradi tega, ker se jim zdi, da bi mogli nekaj početi v lifeu, pa joga studio glih blizu njihovega doma. 3 pridejo zaradi tega, ker gre frendica na jogo, pa gre ona zraven, pa gre sta pol na kavo, pa imate super chat. En pride pa na jogo iz kjerkoli razloga že, ampak zna celo biti, da bi njega lahko joga zanimala. Ko unih prvih 9 joga v bistvu ne zanima. Une zanima, od joge jih zanima Boga. Boga v sanskrtu pomeni v bistvu vse, kar je glih obratno od joge. Boga je fascinacija s telesom, Boga je želja po izkušnji, po radosti, po sreči in tako naprej. Joga je pa v bistvu umiritev teh vrtincev, ki se to želijo. Ampak recimo, da 9 od 10 ljudi danes hodi na Bogo, en pa na jogo. So pa vsi dokaj prepričani, da hodijo na jogo. Ampak to ni bed. Zakaj? Je zaradi tega, ker teh 9 ljudi, ki hodi na Bogo, njim zdajle je nesmiselno razlagati, da obstaja joga. Ker so oni na krederci in grejo lahko na Triglav sam po eni poti. In mogoče bo v njih ta Boga ob določenih njihovih delovanjih, ali pa nedelovanjih, nedelovanje ne izbira, je tudi izbira. To moramo razumeti. Ko se pojavi trenutek odločitve, mi imamo zmeri možnost ne izbrati. To je glih toliko močna izbira kot izbrati. Zdi se, da pri izbrati, da mi izbiramo posledice. Ampak se več ali manj izkaže, da ni tako. Tudi takrat, ko mi izberemo, mi mislimo, da zberemo posledice, ampak običajno srečamo druge posledice, ki jih prej nismo bili sposobni uvideti zaradi omejenosti svojega uma. No, in te tipi, ki jih zanima Boga, mogoče bodo furali Bogo še 2-3 leta, 5 let, pa jo pol nehali, pa jo začeli hoditi na pilates. Ali pa, ne vem, na fitness, ali bodo pa začeli laufati, ali pa, ne vem, se bodo začeli drogirati, sploh ni važno. Ali pa se jo prenažirali, pa jo svojo čustveno luknjo hranili za kremšnitami. Ampak mogoče bo pa kdo od njih, pa dejansko zaradi svojih odzivov na to Bogo začel mogoče kazati zanimanje za jogo. In meni se zdi, da ta moderna joga ima to kvaliteto, ki jo klasična joga ni imela. Klasična joga je dejansko pritegnila samo iskrenega iskalca. In je iz tega vidika bila ful bolj zamejena sama vase. From the go. Mislim, zdaj, a si ali nisi, ne moreš na pol. Ne bo šlo na pol. Zakaj ne? Je zato, ker je učitelj rekel, da zdaj najprej 1 mesec v votlini sebe. Ti. Zdaj pa se mi zdi, da preko Boge na nek način dosti več ljudi lahko pride do joge. In ja, tudi če to ne bo postala njihova
res resnična praksa, pa tudi, če ne bodo oni temu predani, se mi zdi, da jim to še zmeri lahko da en, če rečem support, dobro rekel, lahko jim da eno dodatno kapaciteto, pa če se tega zavedajo ali pa ne, sprejemanje svojih bodočih odločitev. In te njihove bodoče odločitve bodo tako kot meni, tako kot tebi, definirale njihov občutek. In ta njihov občutek je njihov zdaj. Ne? Kdaj je tvoj občutek miren? Takrat, ko si naredil to, kar je prav. A tvoj ve, kaj je prav? Ful velikrat ne. Ful velikrat ne. Zakaj? Zaradi strahcev, ki jih ima. Zaradi prepričanj. Zaradi tega, ker joj, kaj bodo pa drugi rekli. Ne? In se bo velikrat odločil na podlagi tega, kar se zdi njemu slabše. Ne? V trenutku ti bo občutek rekel, to ni prav. Ampak JBG, ti si že sprejel odločitev. Ne moreš stopiti korak nazaj. Ne moreš stopiti dvakrat v isto reko. Občutek ti pa nikoli ne bo povedal, dokler ti odločitve nisi sprejel. A je to prav, ali ne? Se pravi, ti si v temu ujetem, recimo temu okolju, kjer se boš vedno mogel odločati, preden ti bo občutek povedal, a je to prav ali ne. A ne? V Bhagavad Giti je ta dialog Krišne pa Arjune. Arjuna tukaj predstavlja vsazga med nami, a ne? Krišna tukaj nastopa v kapaciteti božanstva oziroma absolutne resničnosti. In cela ta Bhagavad Gita, to pomeni Gospodova pesem, a ne? Je trenutek pred bitko na polju Kurukšetre. In na eni strani stoji Arjuna in njegovih 5 bratov z vsemi svojimi podporniki in oni tukaj, pandavi, a ne, to so bratje, pandavi, oni tukaj na nek način predstavljajo vse to, kar je prav. Na drugi strani stoji pa 100 njihovih bratrancev, njihovi učitelji, vsi, ki so jim dragi, ki pa na nek način predstavljajo vse skušnjave, ki jih ta posameznik nosi sebi. Ne? In Arjuna, Krišna v tej zgodbi nastopa kot kočijaš Arjune. Se pravi, on ima v štartu pozicijo, jaz se ne bom vpletel v tvojo bitko. Na teplje. Jaz te pelam. Ne? In Arjuna mu na začetku reče, Krišna, popelji me med vojskama, da vidim, ne, kdo bo šel v smrt. Ne? In ko on gleda obe strani, ko vidi na eni strani te, ki so mu ljubi, na drugi strani te, ki so mu ljubi, ne? Odloži svoj lok, ne? In reče, ne morem se boriti. Ne? Če zmagam, bom mogel ubiti te, ki so mi res dragi. Če pa zgubim, pa itak nima veze. Ne? Se pravi, v vsakem primeru sem pa zgubil. Ne? In tukaj mu Krišna kot absolut, ne? Mu skozi zgodbo razloži, da obstajajo neke dolžnosti, ki jim je treba slediti glede na status, ki ga imaš. Ne? Se pravi, v danih okoliščinah je prav nekaj drugega, kot v drugih okoliščinah, oziroma če imaš ti drugo pozicijo. No, in v nas, vsak dan, v meni, v tebi, poteka ta bitka. Medtem, ko greš v trgovino, pa ne veš, da bi izbral to ali to, ta bitka ni toliko velika. Ne? Ko pa zbiraš med, recimo, tem, kar se ti zdi, da ne vem, je tvoja srčna odločitev, pa med tem, kar se ti zdi, da boš zapustil zaradi te srčne odločitve, ne? No, takrat to bitko res razumeš. Ne? No, ampak zanimivo je, da odločitev, ki je prava, v tvojem primeru ni nujno prava odločitev, enaka odločitev zame v mojem primeru. Ne? Dejstvo pa je, da se Krišno lahko tukaj, ki gledava skozi mene, interpretirava kot čas, ki teče skozi ego. Ne? Se pravi, kot živost, ki je dana egu, in se ta trenutek zdaj jaz distanciram od kakršnekoli debate, v kakršnekoli božanskem, ker se mi zdi popolnoma nevredno v božanskem govoriti, ker če poslušaš katerokoli religiozno sporočilo, ne, govorimo o tem, da je Bog vse prisoten in vse prežemajoč in tako naprej. Ne. In kako bi pa lahko mi dva z omejenimi besedami klepetala v njej? Tako da jaz se zdaj ta trenutek distanciram od božanskega in bom rekel, da Krišna, oziroma ta absolut, tukaj skozi ego teče v formi časa,
ne? In v formi živosti tega ega. Ne? In to je v bistvu ta neupletenost Krišne v odločitev Arjune. Tebi čas teče, ti lahko izbereš, lahko ne izbereš. V vsakem primeru se bodo zgodile posledice. Čas, ki teče skozi tebe, ne, je spreminjajoča se narava, ki jo tvoj ego dojema kot spreminjajoča se narava. Ultimativno resničnosti časa ni. Čas teče egu, ultimativno resničnosti ne teče. A ne? In iz tega vidika boš ti šele takrat, ko se boš ti odločil, dobil občutek, ki bo definitivno parkiran v zdaj. In ta občutek ti bo povedal, je bilo to prav ali pa narobe. To je trenutek bitke, ki vsakmu med nami poteka. No, in če se vrnem na svojo jogo, ne, jaz sem po tem obdobju, kaj joga ni. Ne, jaz sem imel workshope z imenom Kaj ni joga, video zgodbe, članke, pisal sem na to temo. Ne. Tukaj na tej točki lahko povejo, pač praktikant joge si 30 let. Ne? Blizu, ja. Ja. Učitelj pa koliko časa? Kakšnih? Po moje kakšnih 20-22 let. Nekaj tasga, ja. In to načelo odločanja, ki si ga lihkar opisal, verjamem, da skušaš ti tudi v svoji šoli svojim varovancem predstaviti. Ja, jaz se trudim, da sem totalno nedogmatičen. A se potem tudi verjamem, da je več teh šol, ne? A se potem ta tvoja šola loči od ostalih? Mislim, da se vse šole, ne, vsi, ki imamo neke tečaje, ki eventualno tudi izobražujemo učitelje joge ali pa tako naprej, ne, se ne moramo izogniti temu, da ne bi stvari podali skozi spekter jaza. Eni učitelji uspejo bolj, eni manj, ta jaz dati na stran, pa biti recimo relativno nedogmatični. Ne. In to je to. Siguran obstajajo ljudje, ki jih jaz res nagovorim s svojimi besedami. Siguran obstaja pa cel kup ljudi, ki jih jaz res ne nagovorim s svojimi besedami. Jasno, In to je to, tukaj je ta temeljna razlika. Tako da pri vseh ljudeh, ki bi jih recimo joga lahko zanimala, meni se zdi res fajn, da ti priješ nekam nekaj pogledati. Če ti ni všeč, to ne pomeni, da je joga slaba. Mogoče si srečal človeka, ki ti joge ne približa v tvojem jeziku. Daj joge še 1, 2, 3 priložnosti. Pojdi pogledati čist druge učitelje. In mogoče en od njih govori ta jezik, ki tebe res ne govori, pa ga ti slišiš. Tako da to je to, ni tukaj, jaz nisem nič posebenega. Jaz imam pač neko izkušnjo, skozi katero se prebijam nekaj časa, ki jo delim z ljudmi, poskušam delovati na ta način, kukara veš, ti si kle pripravil cel kup stvari na tej mizi, ne? Tamle vidim datle, ki jih imam jaz načeloma zelo rad, pa marelce, če se ne motim, klele preko kamere. Mislim, da je celo mango. Celo mango barva je taka zelo marelčica, veš, ne vidim, klele še stale mikrofon, ne. In ti si to naredil, ne. Ampak me res nisi posilil s tem, ne, nisi mi rekel, daj zdaj poje en datel, ne. A veš, in na meni je, a bom ta datel vzel. Tako. In jaz na nek način poskušam tudi učiti na ta način, ne, da ti ne forsiram v glavo nekih idej, ki bi jih ti mogel vzeti. Ne. Jaz stvari dam jih na način, da imaš ti možnost, da jih vzameš, ti jih pa pač vzameš. A je to zdaj ta trenutek kapaciteta, da jih vzameš, ti si lahko prišel k meni s polnim nahrbtnikom. Ne. In tudi, če ti jaz dajem mogoče najbolj prave stvari zate, imaš ti toliko poln nahrbtnik, da nič not ne moreš dati. Ne. Razumeš, ne? Se pravi, ni namen, kaj boš ti vzel. To si popolnoma sem ti tukaj. Kakšno pa je zanimanje za jogo, kot pač da jo prakticiraš, ne, kot učenca, ali pa kakšno je zanimanje za postati učitelj joge, pa koliko se je to, ne vem, v zadnjih, teva reč, 20 letih spremenil. Kaj se mi zdi, da se je precej spremenil. Veš, kaj je meni ful všeč? Meni je ful všeč, da večina ljudi, ki k meni pride dejansko na učiteljski tečaj,
da jih po moje 70 ali pa 80% nima najmanjše želje, da bi sploh učili. In dejansko pridejo po poglobitev lastne prakse pa izkušnje. Zaradi tega, ker vejo, da bodo dobili noro več kot na enem tečaju. Na tečaju sem jaz tudi omejena, če imamo v studiu napisan, lej, ta ura je taka pa taka. Sem jaz dolžen tem ljudem dati tako pa tako uro, ker sem jim rekel, da bo ta ura taka pa taka. Zelo bi bilo grdo od mene in neodgovorno od mene, da bi se nekdo vpisal na, ne vem, tak pa tak pristop, jaz bi pa pol začel delati nekaj čist drugega. To bi bilo nefair od mene. Na učiteljskem tečaju imamo pa dosti več časa in ne rabimo biti dogmatično zaprti. In meni je recimo najlepša stvar na zaključnem vikendu, ki ga imamo, kjer vsak od teh vadečih tudi odvod neko svojo uro, na podlagi vsega, kar smo trenirali, na drugo, tretje in to prej. In mi je najlepša, veš, če je to recimo, da je spet 10 ljudi na tem zaključnem izpitu, jaz vem, da sem dobro opravil svoje delo, kadar vidim vsaj 7 res različnih ur. Se pravi, to pomeni, da sem uspel spodbuditi tega človeka, da na podlagi svoje avtentičnosti išče svojo jogo. Zaradi tega, ker tvoja joga ni moja joga. Tvoja joga, mogoče, zdaj čist predpostavljam, res te ne poznam, mogoče je tvoja joga najbolj prava joga to, da bi vsak dan klele gor v hrib od šprintu do takrat, ko ne bi mogel več dihati. In bi v tistem trenutku, ko bi tebi telo na podlagi vseh refleksov govoril, umrl bom, bi se zazrl v un moment nekega prostora, ki se zgodi v tvojem umu zaradi tega. In mogoče je to tvoja joga in mogoče je to zdajle, ta trenutek, najbolj prav zate. Mogoče je pa ta trenutek zate najboljša joga, da bi vsak dan se usedel, pa najprej dihal 5, 10, 15, 20 minut, 1 uro, kakorkoli bi pač rabil dihati, da bi se prek dihanja pripeljal v določeno stanje zavesti, kjer bi bil praktično toliko razbarvan, da noben od njegovih vrtincev ne bi bil toliko zloglasen, da bi tvojo pozornost vlekel nase. Mogoče pa prava pot zate to, da greš v nedeljo v tempelj in bo z baktami pel Hare Krišna, in boš tam, recimo, za ljudi, ki so izredno emotivni, je ta način lahko zelo blizu. Ker koncept bhakti joge je devocija. Se pravi, to je čista predanost, želja po spoznanju presežnega, božanskega. In lahko bi rekli, da z mantro Bog pleše na jeziku sadake, na jeziku tega praktikanta. In tukaj gre za dejanje predaje. Tako kot se, ne vem, ljubimec preda svojemu partnerju, kljub temu, da ve, da zaradi tega umrl. To je bhakti joga. Mogoče je to tvoja pot, ne vem, nimam pojma. Ne poznam te. No, v glavnem, ampak na učiteljskem tečaju jaz nikomur ne sugeriram, kaj je njegova pot. Ampak jim dam priložnost okusiti različne poti in jih poskušam na nek način spodbujati, da se iskreno poslušajo. Tako da lahko rečem, da pride cel kup različnih ljudi iz tega teacher treninga in so si lahko čest nasprotni. In eden od njih bo mogoče zdaj postal Instagram zvezda in bo ful, ne vem, aktiven na teh socialnih omrežjih in bo totalen predstavnik moderne joge. En od njih bo mogoče učil eno majhno skupinco, pa nekje meditiral, pa sploh ne imel nobenega oglasa nekjer. En od njih bo pa mogoče svojo jogo iskal v biti najboljši za svojo družino. In meni se zdi, da sem bil dober takrat, ko vidim, da sem omogočil ljudem to raznobarnost, ker to pomeni, da sem jim dal orodje, ki jim funkcionira njihovemu egu. Noben od nas ni brez ega. Pa ego ni slab. Ta New Age scena ega se je treba znebiti, oh my god. Mi da se ne mora pogovarjati zdaj brez ega. Če se jaz zdaj dam v stanje meditacije, ko se kolikor toliko uspešno razjazim,
ne, se boš ti z mano začel pogovarjati šele v tistem trenutku, ko si bom jaz pustil, da se moj ego toliko formira, da bi sploh bil tukaj nekdo, ki ti lahko odgovarja. Ne, se pravi, brez ega ti ne boš šel v trgovino, brez ega ne boš več hodil v službo, brez ega ne boš nič. Ne. Ega se ni treba znebiti. Ego je smiselno samo kultivirati, da razume, kje mu je mesto. Ne, to je kot pes. Ne. Fajn je, da pes razume, ne, zdaj špekuliram, ampak predstavljam si, da je fajn, da pes razume, da si ti gospodar. Ker če boš imel ti, ne vem, 60-kilskega, ne vem, kakšnega hudega rottweilerja, ne, če bom pomislil, da je on alfa, ne, to bo lahko v danem trenutku ubil. Ne. Se pravi, on je lahko morilski stroj za tebe. Ne. Se pravi, v tem primeru je zelo smiselno, da ti vzpostaviš ego, ki ti bo v tej okoliščini dovolj biti gospodar. Ne, brez ega ta pes si reče, jaz sem car. Ne, ti si brez veze. Ti si tako že odsoten. Tako da, ja, ne, ego ni slab. Ne. Ego je kul. Ego je kul. Kaj bi bil pa tvoj nasvet tistim, ki se soočajo z jogo, oziroma z Bogo? Z Bogo, ja. Skratka, ki se odločijo o tem, ali bi pristopili k zadevi ali ne, oziroma bi, pa imajo neke, ne vem, zadržke v sebi, se pravi, se še niso začeli ukvarjati z jogo, pa imajo namen, pa za tiste, ki začenjajo. In se znajdejo pol v tistih nelagodnih položajih in bi radi, ne vem, prišli do nekega meditativnega stanja brez uma, ampak se ukvarjajo samo s tisto bolečino v položaju. Veš kaj, toliko nas je različnih ljudi, ne, da karkoli bi jaz zdaj bluzil enemu na svetu, bi bluzil čisto prazno. Ne. Mogoče bi okrog tega rekel samo to. Takrat, ko sem se začenjal spoznavati z jogo, beri z telesnimi položaji, ne, sem bil res dokaj prepričan, da je moja joga definirana s tem, da vsak dan stojim na glavi. Ne? Enkrat kasneje skozi proces sem ugotovil, in tukaj je bilo po moje ful več joge, kakor o tem, da sem vsak dan stal na glavi. Zdaj res redko stojim na glavi, iskreno povem, mogoče stojim enkrat na mesec. Ko sem dojel, da je ful več joge v tem, da razumeš, da ti ni treba stati na glavi. Če tudi lahko stojiš na glavi. Ampak kljub temu, da ti ni treba stati na glavi, to ne pomeni, da je slabo stati na glavi. Ampak niti pa treba. Ne? Se pravi, moj nasvet bi bil tukaj to, ne? Loti se tega, kar te ta trenutek veseli. Ampak loti se z eno tako zdravo distanco, da sebe nikoli ne boš primerjal z rezultati tega početja. Poznam cel kup jogijev, ki se jim lahko samo poklonim in jih smatram za totalno hujše joge od mene. Pa lahko rečem, da je večina njih telesno ful pod mojimi sposobnostmi. Ampak so totalno hujše joge, in jim ne sežem do kolen. Ne? Ampak če zdaj pogledava, kako bom jaz naredil eno asano, ne, bo zgledala noro lepš, kot to, kar bo on naredil. Ampak ko jaz tega človeka srečam, ne, recimo, lahko je to enkrat na leto, lahko je to naključno, niti ni pomembno, mi lahko v enem stavku da materijala za pol leta ali več. Ne? A je pol pomembno, kako bo on stal v eni trikonasani ali pa širšasani? Ne. Asane so ful dobra stvar. Ful so dobra stvar, res balansirajo neko pretočnost tvojega telesa, res se lahko dobro počutiš pol, brez velikih filozofij, kaj se dogaja v nas noter, ne? Kljub temu, da nam je zelo jasno, kaj se dogaja noter, ne? Mi pridemo do tega, da se naš občutek počuti širše. Ne? Kaj to pomeni? Če zdaj za trenutek zapreš oči, poglej svoj občutek. A se ti zdi, da je tvoj občutek ta trenutek manjši od tvojega telesa, a se ti zdi, da je enak kot tvoje telo, a se ti zdi, da je širši? Ne, se mi zdi, da je širši. Okay. Če bi pa zdajle se nekaj zgodilo in bi ti stopil, ne vem, v emocijo tesnobe. Jaz ti povem, da bi bil tvoj občutek tako mejhan in tako zgoščen v prsnem košu. Tudi skrčil, tudi fizično bi se pokrčil. Bravo, tudi telo bi se pokrčil. Ja. Ljudje smo psihosomatska izkušnja. In ne da se ločiti psiha od some. In takrat, ne, še en
feeling, zdaj le še enkrat zapri oči, pa naredi tako faco, kot da te je en ful prizadel. Namršči se, postani jezen. A vidiš, kako se tvoj notranji občutek spreminja? Ja. Zdaj pa, ki si nasmeh naredil, kar opazuj naprej. Ja. Sam kotičko usta potegan, občutek je drug. Ne? Se pravi, zaradi tega, ker si ti telesno formo spremenil, tebi se občutek spremenil. In kokrat vidiš srečnega človeka takole. In kokrat vidiš, ne vem, človeka, ki je ta trenutek recimo ful nahajpan z egom, takole. In kokrat vidiš takole nesrečnega človeka. Ne? Občutek, da te razganja, radost, noro je, mislim, vse povsod sem, ne? Moja prisotnost je, oh my god, povsod, ne? Telo vpliva na in vpliva na In to ves čas poteka v sedanjosti. In to je tisto, kar sem prej rekel, telo ne loči med občutki tvojega razmišljanja, ki so v preteklosti pa v prihodnosti, ali po tem, kar je zdaj. In ti lahko preprosto za spremembo telesne forme modificiraš svoj In bolj, ko to redno počneš, bolj referenčni so ti te občutke. Sej, veš, kako je to? Če bi ti recimo začel trenirati pikado, recimo, da bi bil prvih 1000 metrov relativno slab. Ne? No, naslednjih 9000 metrov bi bil mnogo boljši. Ampak recimo, da bi pa po 10.000 metrih, bi pa prišel do enega svojega nekega mojstrstva, ki ti je dano vnaprej, ne? In od tam naprej bi ti v trenutku, ko bi spustil pikado, bi vedel, kam to leti. Zaradi tega, ker bi toliko ponotranju občutek, ki pride zaradi nekega delovanja. In fora vseh teh praks, ki se ukvarjajo z modificiranjem občutka, kar joga tudi je, na nek način, je v repeticijah. Te ponovitve nam dajo tako kot telesu vedno bolj oprijemljivo referenčno točko. In ko tvoj enkrat pozna, kaj pomeni mir, ti lahko srednje mirne situacije, če nisi brutalno razburkan, ti lahko sam zaprti oči in skonzumiranje te referenčne točke, ki jo imaš v sebi, ti veš, kakšen je občutek miru. Ti lahko prinese mir. Se pravi, tukaj je ta vrednost. Pa si že super jogi. Mogoče nisi glih super takrat, ampak si pa noro manj razburkan, kot si bil. A bo to delovalo zmeri? Hočem reči, pa si že praktikant joge, pa sam ta občutek si šel iskat čisto v normalnem sedečem položaju. Skozi moje oči, zaradi tega, ker si se predstavil v trenutek. Prva beseda joge sutar je ata. Zdaj. Zdaj se začne joga. Zelo pomembna stvar. Zdaj se začne joga, ne prej na pol. Z jogo ne bova napredvala, če filozofirava v joge. Z jogo ne bova napredvala, če dudlava eno tehniko in so obremenjena s tehniko. Pa bova samo obremenjena s tehniko. Lahko so obremenjena tudi s tem, koliko ti žre avto. Pač sam drug razlog obremenjenosti. Program. Kako pol ti pomiriš, povej. Kako ti pol pomiriš praktikanta, ker vsi imamo neko težnjo po perfektnosti že od štarta, veš, in pa se sam s tem ukvarjaš, kako jaz zdaj zgledam v različnih pozah pred tokimi ljudmi, recimo. Jaz nikogar ne mirim. Mislim, da jaz največ dam ljudem s tem, da jim skozi prakso zastavljam ful vprašanj, pa jim ne dam odgovora. Ker vzpodbujam njihovo introspekcijo, vzpodbujam njihovo samospraševanje in postavljam jim ogledalo. Takmu človeku, ki si ti povedal, obremenjen si s tem, kako te vidijo ono, drugo, tretje. Ne, teh je 30-40%. In spet odvisen, kakšen stil joge boš ti ljudem predstavil. Če je to stil, ki je bolj dinamično, bolj telesno zahteven, bo takih 7 od 10, ali pa celo 8. Recimo klas joge, ki ga imamo v ponedeljkih, kjer se samo sedi pa diha. Ta pritegne drugo skupino ljudi. Oni so a priori noro manj tekmovalni, kot oni, ki pridejo na nek flow klas. Na nek klas, ki ima neke telesne, recimo temu, večje zahteve. Ampak ja, na temu klasu, ki je dinamičen, ki
ponuja telesen izziv, recimo, ne, pa je večina tipov konkretno tudi prešvicana pa tako, ne, na njemu, ne, bom jaz tem ljudem ponujal ogledala v obliki vprašanj, ne, da naj gledajo svoj občutek, pa naj se vprašajo, koliko to zdaj počnejo iskreno iz občutka, pa koliko to počnejo iz enega razloga tekmovalnosti, ki ga nosijo vse. In jih bom spodbujal, da mogoče naredijo manj. In na istem klasu, če bom imel pa ljudi, ki je njihova narava recimo zelo diametralno nasprotna v tej, se pravi ljudje, ki nikoli nočejo prestopiti svoje komfortne cone, ljudje, ki se ves čas držijo v znanem in ne bi izstopili, ljudje, ki na nek način celo sovražijo delovanje, pa so se znajdali na tem klasu joge zaradi tega, ker mogoče ta trenutek v lifeu vidijo, da so toliko banani, da ne morejo več svojim modusom operandi nadaljevati. Ne? Njih bom pa skozi druge besede vzpodbujal, da lahko stopijo malo naprej. Ne? In napredek bo takrat, ko bo en od teh iz prve skupine enkrat rekel, jaz bi pa prišel v ponedeljek pogledati na uno jogo, ki sam sedite. Ta tip je noro napredoval. Ta tip je brutalno napredoval. In tudi pol, ko pridemo do tega polja, ne, kjer dejansko je ta praksa dihanja pa meditacija, ne, tukaj gre za to, da jaz ustvarjam okolje, kjer ti ponudim notranjo izkušnjo. Ti čez 2 minute si samo še v notranjem prostoru in ti je čest nepomembno, kaj so ostali, in tako si sedite. Nič ne moreš videti, nič blaznega. Ne? In ti dejansko potuješ čez različna občutenja. Opazuješ, kako se tvoj občutek dejansko spreminja, opazuješ, kako skozi različne tehnike postaja boljši, večji, manjši, širši, pustva zdaj pridevnike. Ne? In sčasoma dojameš, da ne gre za tehnike. Tehnike ustvarjajo okolje, ki modificirajo tvoj občutek. Ampak point tvoje prakse je občutek, ne tehnika. Ne, v isti občutek lahko stopa s ful različnimi tehnikami, ali pa celo s tehniko ne tehnike. Ne, se pravi, z distanciranim sedenjem, kjer se bom usedel, delo nobene tehnike in samo čakal. Boš ugotovil, ne vem, princip zazena, recimo, ne, boš ugotovil čez 5, 15, 10, 25 minut, kakorkoli pač že, odvisen od vsakega posameznika, da so misli manj goste, kot so bile. Okay. Mogoče te bo čez pol ure res bolel hrbet. In bo veliko misli okrog hrbta, pa manj misli okrog bureka, ker si ga imel prej resno polno glavo. Prej si prišel na klas, ker si bil res lačen. Burek bo zginil, ta hrbet. Vmes bodo pa trenutki, ko se zdi, da misli ni. Ne, se pravi, to polje vmes lahko doseževa ali za tehniko, ali pa za odsotnostjo tehnike. Kaj bi pol bil tisten način, ali pa ena vaja, ali pa položaj, ali pa kombinacija vsega naštetega, ki bi, nekomu, ki zdaj to posluša, bistveno spremenil kakovost bivanja, ali pa vsak dan, ali pa vsaj tisti občutek, s katerim gre skozi vsak dan, da bi bil lahkotnejši. Lahko bi zdaj bluzil o nekih tehnikah diha. Tehnike diha noro dobro delajo, noro hitro delajo. Ampak če tukaj zdaj to recimo posluša nekdo, ki nič ne dela s svojim dihanjem, bo rabo pač spet določeno izkušnjo, toliko pa toliko ponovitev, da bo sploh dojel, kako je dih vezan na njegov občutek. Mislim, da je najbolj dostopno vsem ljudem opazovati begavost svojega uma. Šele takrat, ko dojamemo, koliko nam beži, mogoče lahko razumemo, da oh my god, my real life je norija, to je hujška turška nadaljevanke. Kljub temu, da se mi zdi, da nič kaj ne mislim, samo v službo sem šel. Oh my god, noro. Se pravi, opazovanje teh fluktacij. Kako? Lej, preprosta vaja. Štej od 1 do 10. Vdih, izdih 1. Vdih, izdih 2. Skozi nos ali skozi usta ali čise? Okay. Recimo, da skozi nos. Ne? Ja. Priporočljivo. Pa mislim, nos imamo za dihati, usta imamo pa za jesti. Ja. Pa za govoriti, pa take neumnosti. Ne? Tako da recimo, nos je namenjen dihanju. Razen v ekstremnih situacijah.
Se pravi, štej. Od 1 do 10. Ko priješ do 10, pet nazaj na 1. Boš rekel, ok, kva si zdaj naložil, nič kaj tazga blazenga. Ok, bova dodala 2 majhni pravili. Prvo pravilo. Če ne veš, kje si, greš nazaj na 1. Drugo pravilo. Če veš, kje si, ampak si glih kar ugotovil, da premišljuješ o čemerkoli drugem kot o štetju, se vrne na 1. No, ko boš preštel do 10, si miren. Ja. Obstaja pa možnost, da v pol ure ne boš preštel do 10. Iskreno, testiri, kadarkoli, ne? Ja, vzem si, uro si naštimi, da boš neobremenjen, 5 minut boš to delal. Štoparca, začni štet, ne? Če želiš, testiri, pa mi pošalj SMS, pa napiš 5 minut, no, tokrat sem preštel do 10. Ja. Moče je, da ko boš preštel do 10, ne, boš rekel, zdaj mi je ratal. A ja, v bistvu ti ni ratal, na 1 se vrne. Ker glih kar razmišljaš o tem, da ti je ratal. Nisi pa končal 10. Bla, bla, bla. Ne? Nekaj podobnega sem jaz uporabljal v svoji glavi, ker sem se odločil prelaufati maraton, ampak nisem tekač. Ne? In za ne tekače je 42, pa še kar zanimiva cifra, ne? Teh kilometrov, kar tudi pomeni, da tempo ni nekaj, da bi zdaj ti to naredil v 3 urah, ampak verjetno bomo govorili v 5 urah, ne? Ali pa tam nekje okrog. Ne? Nisem mi dal trenirati kot tekaču, ne? Ampak sem vedel, da malo bom mogel trenirati, ne? Sem si prvočil pač nekaj atipičnih treningov, tako da sem se naučil najbolj racionalno teči. Pustimo to. Vedel sem, da bo glavna ovira moj ker bo to trajalo res dolg cajt. In ja, ok, pač na začetku si euforičen, tole bom jaz zdajle, ok, recimo, da 1 uro lahko preživim v tej euforiji, dobro mi gre, super, bla, 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 ne. Pol naslednjo uro bodo verjetno prišle te stvari, pismo, ne vem, ampak kljub temu sem malo lačen, sem preveč jedel, sem premalo jedel, se pravi ukvarjanje s servisiranjem telesa, ne. Pa bo pa začel, ne. Pa dober, pa kaj s tabo kreten, zdaj le taksi poklič, pa se dam odpeljati, mislim, komu se ti želiš dokazati, itak nisi tekač, itak ne rabiš tega rezultata, zakaj bi torej sploh naredil to, ne? In bo imel veliko sugeriranja, ne, da jaz to naredim, ne? In jaz sem si rekel, ok, ne, verjetno bo smiselno, da nekje po 2 urah uporabim orodje, ki opere moj to je mantra. Ne, mantra dobesedno pomeni, sestavljena iz 2 besed, manas, ne, manas je ne, tra je pa koren, ki govori o regulaciji oziroma nadzoru, ne. Se pravi, regulirati Sem rekel, ok, ne, v glavo si bom dal mantro in postavil si bom to pravilo, ne. Mantram tako, da ni v glavi drugega ka mantra. Če falim, se vrnem na 1. Sem ne bom šel do 10, ampak do 108. Ne? No, to mi je kvalitetno zapolnil naslednje 2 ure. Parkrat sem se vrnil na 1. Ne? Ful je zoprn, ko se na 1 vrneš, ko priješ čez 90. Ful je zanimiv, ko se v tebi pojav ful enih teh idej, ne? Ok, daj si tole odpust, pa štej naprej. Ne? Samega sebe bi prevaral v tistem trenutku. Ne? Ja. Ko imaš feeling, da sam še v njih, ne vem, 15 ponovitev rabim. Oh my god, teh 90 ponovitev sem noro dolg cajt tam lev. Ne? In izbral sem si eno mantro, ki sem jo lahko nekako furu na ritem teka. Ne? In to je bilo tako, da sem kadenco, in to sem bil pač v glavi, ne na glas, v glavi sem si jo ponavljal, tako da sem lahko in vdihval in izdihval, ne glede na to, v kateri fazi mantre sem bil. Ne? In to je bilo Hamsa, soham, soham, hamsa, soham, hamsa, hamsa, soham. To je 1. Ne, 108-krat. No, in to je tako kvalitetno prav ne? Yeah. Nažalost sem končal 45 minut pred svojim koncem, ne. Takrat pustil sem si sam toliko prisotnosti v telesu, da ne bi šel v poškodbo. Se pravi, pustil sem si senzorirati samo une bolečine, zgoščene občutke, ki niso smiselni. Torej ne mišic, področja sklepov. Sam to me je zanimalo. Mišice sem vedel, da bodo trde, pa vse živo. Ampak to je samo mišična bolečina, to je, če si vajen dela s telesom, je to brez veze, ne nič kaj dramatičnega.
Zadnjih 45 minut je bilo pa peklenski. Ampak ti je rad. Je. Ampak je bilo poučno. Deloma. Peklenski. A veš, sem tekač, moram zagovarjati. Verjetno tudi poučnih. Sama veš, jaz sem šel laufat zjutraj, en teden pred maratonom, ko sem ugotovil, da meni je res brez veze na maraton, če me maraton sploh ne zanima. Ja. In sem jaz sem na Dolgem mostu doma, sem odlaufal do Brezovce, pa nazaj, pa krog po PST-ju. Tako da sem si nameril, da je bilo teh 42 km. In jaz sem se v teh zadnjih 45 minutah sem jih ujel na vrhu Golovca, sem se mogel sam še dol spustiti, pa čez Barje, tam čez Rudnik, preteč do Dolgega mosta, se pravi ravnina. 1 uro prej je začel pa deževati. In jaz sem v tisti prvi euforiji sem ful premalo jedel. Jaz sem pojedel en mini snekac, en proteinski, glede na mojo porabo, po vse skup, pa tudi spil sem ful premalo, bil sem dehidriran. In pol, ko se je ta des zgodil, in jaz med mantro nisem toliko zelo zavestno registriral telesa, ko sem jaz iz mantre izstopil, sem bil v tresavici. Mene je zebel, mene je tresel, jaz sem bil res uriti. In meni na Golovcu ratejo noge čist trde. In veš, kako je po klancu dol teč, ko ne moreš kolem upogniti. Norija, vsak tup je udarc z bičami, deskami, z ravnimi deskami. Zabijaš, glavo ti trese, to je In pol, ko sem dol prišel, jaz sem imel toliko napumpana stegna, da tudi po ravnem nisem več kar čokolent. In to je bilo res, neke škarice, tek sem mogel tako počasniti, ker če ne bi ledveni delči spodrl. Oh my god, ni bilo fajn. Ful sem se boril, a je moja joga to, da lahko odneham, ali je to, da bom kljub temu to naredil do konca. Vem, da bi bilo več joge, da bi odnehal in tukaj pač moj ego bil točno naredil do konca. Ampak ful bi bilo več joge v tem, da bi jaz takrat odnehal, ampak hvala Bogu se nisem poškodoval. Je pa bil to trenutek, ko sem šel preko sebe, kretenizem, iz vidika moje percepcije. Kot izkušnja pa pekel, verjeten, Dante, pa krogi, pa verjeten sem bil med 5 pa 6. Sam te verjeten to vse skupaj še toliko bolj utemeljil v tej svoji filozofiji, pa nasplošno, pač po mojem, ko govorijo o jogi, govorijo o tej filozofiji, da gre za neko pot brez cilja. Ta brezciljnost je tako na nek način smešna, ampak nam je življenje ves čas potrjuje. V Bhagavad Giti je en vers, ne govorim sanskrta, tako da to, kar bom zdaj povedal, ta vers mi je res toliko pomemben v vsakodnevnem življenju. A bi to lahko bil tudi, a veš, jaz na koncu vprašam, da mi poveš en citat, veš, eno misel, ki te tako dnevno dviguje, a bi to lahko bil tudi ta citat, ali imaš pa še enega na lagerju? Na lagerju imam citatov, kakor jih hočeš. Ta je pač en od takih, ki mogoče ni glih vsakodnevno na mojem meniju, ampak je pa pogosto. Karmani je vadikarasti ma palešu kadačana, ma karma pala heturburmate sangostva karmani. Lahko to ponoviš. Karmani je vadikarasti ma palešu kadačana, ma karma pala heturburmate sangostva karmani. Je res, Si spoznal, ne? Zdaj je. Mislim, da ne raba preboda. No, to je to. Kaj pa ti drugače? Zdaj tole. Malo razdeli. Aha, zdaj ti bi hotel prevoditi. Pol kljub temu nisi razumel. Ne, še za ostale. Moje ultimativno dejanje je bilo čez brez veze. To je versa iz Bhagavad Gite, kjer Krišna Arjuni razlaga, da je njegova dolžnost ni vezana na rezultate njegovega početja. In to v bistvu pomeni, da to, kar delaš, počni najbolje kot lahko, ampak ne biti navezan na sadove svojega početja, ki nikoli niso tvoji. Kaj to pomeni? Lej, ti si se recimo trudil zdajle, da bi midva posnela tale podcast.
In recimo, ko boš dal ti na komp, Pa še zdaj ne vem, če je. Ja, no, ampak hipotetično, recimo, tehnične zadeve so to posnele. Okay? In ti zdaj daš na komp, ne, in se zgodi ne vem kaj, in tebi se to zbriše. Jaz sem to zmeraj strahu. A veš to? Nima veze. Zbriše se ti povsod. Še to. Povsod se zbriše. Lej, ti si naredil vse. Najboljš, ampak prišla je neka zunanja okoliščina, ki je kljub temu, da je bilo to tvoje delovanje najboljše, najmočnejše, najbolj pravilno v tistem trenutku, in to se ni zgodilo. A veš, lej, kmet poseje, ne? In narava dela svoje. Ampak pol pride toča, pa mu vse v nič. Ne? Kaj bo on naredil drug let? Spet bo posejal. Razumeš, narava bo vsako leto naredila plodove, tudi če jih bo toča potolkla. Kljub temu, da te plodovi mogoče ne bodo dočekali tega, kar bi mogli biti, oziroma te cvetovi ne bodo dočekali tega, kar bi mogli biti, torej plodovi. Ne? In v nadaljevanju ta vers pove nekaj, kar je mogoče še bolj pomembno. Ne? Kljub temu, da veš, da sadovi dela v bistvu nikoli niso odvisni samo od tebe, zaradi tega nikoli ne postani zavezan nedelovanju. Ne? In to je taka ena pomembna stvar, ki se mi zdi, da je fajn vzeti v life. Lej, mi se trudimo, vsak od nas se trudi, vsak posameznik se trudi, pa ga joga kaj zanima ali pa ne. En bi rad zgradil dober biznis, en bi rad, ne vem, ujel bejbo svojega lajfa. Ni važen, vsi se neki načeloma trudimo okrog enih delovanj. Trudijo se tudi oni, ki se zdi, da nič ne delajo. Oni se trudijo ne spremeniti to okoliščino nedelovanja. Se pravi, vlagajo en napor, da bi bilo vsak dan vse enako. Kako ga vlagajo? Z enakim ponovitvami svojih vsakodnevnih početij. Ne? Se pravi, vsi se trudimo nekaj narediti. A vsem rata? Ne. A bi mogli vsem ratati? Ne. A to pomeni, da boš ti zaradi tega, ker ti ni ratal, v depri do konca lajfa? Ne. Zbrci se vrat, pa nekaj novega naredi. Zakaj? Ker lahko. Ker ti ni treba stati na glavi, ampak lahko stojiš na glavi. A veš, to je ful pomemben koncept, ker se mi zdi, da nas lahko v unih trenutkih malo volje, da nas lahko res przdigne. Lej, ja, bed je, vse se mi je sesul, ne vem, bankrotiral sem, biznis je šel po gobi, žena me je pustila, otroci me ne marajo, karkoli. Ja, zdaj govoriš o temu, a ti je neki ratal, kar si delal nekoč, ali ti pa ni. Tvoj občutek govori o rezultatih, ki jih konzumiraš v sedanjosti. Ampak ti zdaj lahko začneš z novim delovanjem, ki pa bo eventualno rodilo druge sadove. In to zdaj je samo novo izhodišče. Nič ni fiksnega tukaj. Saj nisi drevo, ljubo duše. Premakni se, ne? Go for it. Ne? To se mi zdi ena taka zelo uporabna zadeva. Ne? In mogoče je to eno tisto navodilo ljudem, ki bi jih mogoče zanimalo, kako naj delajo. To, kar delaš, deli najboljš, kar lahko, pa ni važno. Boljše je slabo upravljati svoje delo, kot pa dobro tujega. Ti moraš razumeti svojo pozicijo. Tvoja pozicija ta trenutek ni biti učitelj joge. Ta trenutek si ti nekdo, ki je povabil, recimo temu, učitelja joge na tale chat. Moja pozicija kle je učitelj joge. Ful je nesmiselno, da ti jaz pametujem, kako bi bilo tole ful bolj snema, če bi imel uno kamero tam. To ni moje delo. Zakaj bom jaz te pametoval, kako boš ti upravljal svoje delo? Ne? In šele takrat, ko stojiš v poziciji svojega dela, to, kar lahko res ti narediš, kar je tvoje, samo to je tvoje. Ni važen, a bo zaradi tega, ker ne vem, ti slabo tole snemaš, tale podcast čisto banalni. Nepomembno je. To ni moja skrb. In ni moje delo, in ni moja odgovornost. Jaz lahko sam trudim se biti toliko iskren pa odprt, da bo ta pogovor imel neko vrednost. Ne? Da pač ne bluzim iz nekih fejkov, da se ne delam tukaj nekaj pametnega pa najboljšega, ker to nisem. Ker sem najbolj običajen prdac galaksije, tako kot ti. Sam druge stvari me zanimajo. Zato se pa zdaj pogovarjajo. The best. Jaz mislim, da je tole
finiš, pa tudi mogoče izhodišče pol za naslednjo debato, enkrat, nekoč jaz upam, da. Absolutno. Bova videla, ali? Bova videla, ja, na meni je šel gor v vesolje. Če boš veliko delal v tej smeri, obstaja ful več verjetnosti, da ta tok bo, kakor pa če res ne boš delal v tej smeri. Ja, tako, potrditev iz prakse. Daj sam še povej za finiš, kje te lahko ljudje najdejo. Kje me lahko najdejo, po moje yoga.com, pa pol tam vse piše. Drugače 2 studija funkcionirata v Ljubljani. Za kakšne izredne dogodke se tudi kam pripeljem, ampak ne zato, ker bi hotel sodelovati na nekih ne vem kakšnih pasih procesijah. Zdaj bom recimo, ne vem, čez 3 tedne, 2 tedna bom gostoval v Kopru pri eni zanimivi osebi, pri nekem daoističnem menihu, ki me je povabil. In njega smatram recimo kot resničnega človeka, in povabilu resničnega človeka se pač odzoveš. Ej, še enkrat ti hvala za tole prisotnost, za vse tele modrosti, za prekrasno energijo in ostani, tako kot zadnje cajte res rad rečem, ostani taka svetla točka te družbe še naprej. Trudil se bom, da bi se spremenil, veš? Ker se veš, ostati, je stagnacija. Mislim, da je narava... Pa sam še bolj svetiš, veš? A pa tudi če manj, se včasih za koga je ful dobro, da ga ne zaslepiš, veš, ki ga mogoče ubijati. Zdaj pa en športom pozdrav, to je pa takole zgleda. Čist easy je, Ajde, čau. To je to.